Danes sem star 36 let, 24 let nazaj, torej bil sem star 12 let, zato vem, se me Jezus prvič dotaknil, popolnoma nepričakovano. Bil sem v tistem času mulc, ki mu je šlo po glavu pač vse, kar gre mulcem po glavu, predvsem neumnosti. Tukaj, da sem šolo delal, sicer dober, ampak moja prioriteta je bila kaj drugega. Popolnoma nepričakovano Jezus vstopil v moje življenje. Bilo je zelo lepo, zelo lepo. To imam krasen spomin na to. Ali pa, ko sem bil študent, star 22 let, sem šel mimo ene cirkuce, vstopim vanjo. Kaj bo staratali iz tega mojega vstopa v cirkuco? Vidim spovednika, vstopil v spovednico, šel k spovedi in ta spoved rata prelomnica mojega življenja. Pravzaprav se mi zdi, da takrat sem res začel živeti mir, ki si ga nadejam od Boga. Ali pa še ne dolgo nazaj, par let, koliko bo to, 6 let nazaj, tik pred posvečenjem, pač par mesecev pred posvečenjem, ko sem bil na praksi v eni župniji za veliko noč, sem v noči iz četrtka na petek pač vstal, šel na adoracijo in ja, če tudi sem mislil, da sem imel bolj dremal, če sem čisto iskren, ko ob 3 zjutraj vstaneš, pričakuješ, da upaš, da ne boš spal. No, in tista nočna molitev je postala trenutek, ko sem se res osvobodil in sem mislil, zdaj lahko jaz res postanem duhovnik, ker sem popolnoma svoboden človek. Zdaj lahko bi našteval pač izbrane, manj izbrane, vsakdanje, manj vsakdanje trenutke, ko je Jezus nepričakovano vstopil v moje življenje. In teh trenutkov je veliko, načini, časi, kako se Jezus manifestira, kako je Jezus konkreten, kako Jezus deluje, obrodi sad, odrešuje, osvobaja, ni da ni. Ampak potem je drug vidik njegove nepričakovanosti in ta se mi zdi v zadnjem času bistveno bolj ganljiv, kot vsi tisti skup. Čeprav ima vsak po svojo vrednost, prav gotovo. Ta drug vidik je pa nepričakovanost o tem, kako on mene spoštuje. Kako Jezus ne naredi nobenega koraka, nobenega svojega dela, nič ne naredi, brez da bi jaz se s tem strinjal, da bi izrazil svojo privolitev, da bi on upošteval mojo svobodo. Glede tega nimam tukaj pričevanj v smislu, tu sem jaz zgodil trenutek in tako naprej, ampak to je izkušnja, ki se vleče in gre kot buldožer, lepo počas, ampak utira totalno sigurno pot in se godi samo v enem okolju in to je v tišini in samoti. Največkrat pred tabernaklom, v cirku, velikokrat sem sam, ne zmeram, ampak tisti trenutki so top. Top Božje nepričakovanosti. Kako Bog spoštuje to, kar sem. Kako Bog spoštuje to, kar si jaz želim. In popolnoma nepričakovano, ko sem sam, je njegov odgovor zmeraj isti, pravzaprav. Edina stvar, ki si jo res hrepenim, in kjer mi on odgovarja, je, da bi bil ljubljen. In ko doživim pred tabernaklom, da sem ljubljen, ker sem, zaradi tega, ker me on hvatil, ker me je ustvaril in ne rabim nič narediti. Meni treba nič narediti. Jaz sem ljubljen in to je vse. To se mi zdi najbolj nepričakovana stvar pri Bogu.